Takole, sem šel že naprej. Ja. Trivaljnik sodi v družino malih bencinskih motorjev Fiata. Zanje je značilno, da imajo sorazmerno dolg hod vrata in majhno vrtino. To zaradi izkoristka in manjše porabe goriva. Se pravi, vrtijo se nekoliko bolj počasi. Motorni blok je narejen iz aluminijeve zlitine in je tako narejen, da se zelo enakomerno segreva in zelo enakomerno krči. Zato, da ni razteskov nekje bolj, nekje manj. Ima ta v tem primeru za hibrida je opremljen z dvemi ventili na valj. Glava je hemisferična, polokrogla. To pomeni, da so razdalje od svečke do vseh vogalov enako dolge in da je zelo odporen proti krenkanju. Ima visoko kompresijsko razmerje in je po zmogljivostih konkurenčen štirivaljnikom. Vse dele so izbrali tako, da so dosegli čim manjša notranja trenja. Majhne premere ležajev, valčne ležaje na dročnikih ventilov, tako da so vsa trenja, notranja trenja čim manjša, da je kar se da varčen. Uporabili so tudi Millerjev cikel. Millerjev cikel zapre sesalne ventile z zakasnitvijo med 25 in 30%. Teh 5% razlike je kod, za katerega variator faze zamika eno odmično gred, ki deluje na oba ventila. Tako ima v sesalnem taktu, ko preide v kompresijo, del zmesi, ki se bencina iz zraka vrne nazaj v sesalno cev. Manj vsesa in kasneje začne s fazo kompresije. Ekspanzija je pa dolga za cel hod. Se pravi, navidezno smo podaljšali delovni takt proti prvim dvem taktom. To pomeni, da je izkoristek motorja bistveno večji. S tem so dosegli 7 do 8% manjšo porabo v primerjavi z enako močnim štirivaljnim motorjem. Zaradi Millerjevega cikla je motor tišji, se manj greje in izgubi manj energije toplotne energije preko izpuha hladilne tekočine in ima manj NOx-ov, ker deluje na nižji temperaturi. Zdaj tukaj na tej shemi vidimo elemente, ki jih imamo na avtomobilu, bom stopil spredaj. Kot novost imamo litij-ionsko baterijo, ki je nameščena pod voznikov sedež. Ta ima notranjo elektroniko in je povezana v računalniško omrežje, ki določa, kdaj se bo baterija zapirala, notranje stikalo, kako se bo baterija polnila in podobno. Iz baterije je speljan močnostni vod pod sopotnikov sedež, kjer se razdeli na dva dela. Eden je voden direktno do našega klasičnega alternatorja, ki ga po novem ne kličemo več alternator, ampak električni stroj, ker je poleg tega, da tvori elektriko, tudi elektromotor, ki pomaga motorju, kadar ta potrebuje nekaj dodatnega navora. Drugi vod je pa preko nekega posebnega stikala, dual battery switch modul, povezan z baterijo. Napetosti stani baterij obe bateriji imata 12 voltov, vendar deluje litij-ionska baterija na višjih napetostih, zato alternator mora točno dobiti informacijo, katero od dveh baterij bo polnil, ker tukaj je maksimum 13 voltov pa pol, tukaj pa pridemo preko 17 voltov z polnjenjem te baterije. Sistem hibriden ne služi za to, da bi povečal moč motorju, ampak služi, da v vseh tistih pogojih, ko bi bil motor ekološko sporen, se pravi, bi proizvajal več emisij, takrat bo centrala vbrizga odvzela malo goriva motorju, hibridni del bo pa preko električnega stroja nadoknadil izgubljen navor s tem, da bo preko pasastega jermena gnal motorno gred in pomagal avtomobilu, da ostane ekološko čistejši.